Včerajšnji kongres Pozitivne Slovenije je bil kongres poražencev. Najprej seveda predsednica vlade Alenke Bratušek, ki je igrala na vse ali nič in izgubila. Zdaj bo morala uresničiti svoje napovedi, da bo odstopila kot predsednica vlade in verjetno izstopila tudi iz Pozitivne Slovenije. To verjetno ne pomeni, da odhaja iz politike. Skušala bo ustanoviti svojo stranko, verjetno s člani Pozitivne Slovenije, ki bodo zdaj odšli iz stranke, vendar pa začenja znova, tako rekoč iz nič. To je bil tudi poraz zmagovalca, novega starega predsednika Zorana Jankovića. Stranko je sicer dobil nazaj, vendar jo je pri tem tako rekoč prepolovil. Poslanska skupina Pozitivne Slovenije od včeraj ni več največja poslanska skupina v parlamentu, ker je že nekaj poslancev napovedalo, da odhajajo. Čeprav Janković pravi, da so predčasne volitve šele četrti možni scenarij, so te tako rekoč neizbežne. Razen, če se seveda ne bo dogovoril z SDS in Janezom Janšo, vendar bi s tem zanikal vse, kar je včeraj pripovedoval članom svoje stranke na kongresu. Največja poraženka pa je seveda stranka Pozitivna Slovenija, ki je, čeprav so dogajanje za nekaj časa celo zaprli za javnost, razpadala tako rekoč pred očmi cele Slovenije. Bil je, kot je dejal eden od poslancev, pravi politični pogreb. In na koncu, poraženci smo tudi državljani in država. Zato, ker se začenja nova politična kriza. Zato, ker bomo imeli spet nekaj mesecev vlado brez polnih pooblastil. In seveda zato, ker bodo stranke vso svojo energijo porabile za boj za oblast in za medsebojne spopade. Nič novega pravzaprav.